Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz sem Jasna Dominko Baloh, prihajam iz Maribora, iz Dobe, nekateri me poznate, nekateri ne. Včasih sem se zelo veliko ukvarjala z višješolskim izobraževanjem. Imamo tudi višjo strokovno šolo na Dobi z 8 programi, ustanovili smo jo 98. leta, tako da poznam to področje in sem vesela, da sem danes skupaj z vami. In vesela sem tudi vseh vaših uspehov v letih doslej. No, danes je moja naloga, da spregovorimo skupaj z našimi odličnimi in cenjenimi gosti o talentih. Tema, ki jo danes že pravzaprav ves dan smo jo prisluhnili z izjemno zanimivimi predavanji. Seveda bomo pa v tem delu poslušali, kaj se dogaja in izmenjali tudi kakšno izkušnjo, dobro prakso, kar bo zagotovo lahko tudi naše vodilo skupno za naše delo tudi v prihodnje. Skratka, želimo spregovoriti o tem, kako pri študentih prepoznati in tudi spodbuditi njihove prave potenciale. O tem smo se tudi danes že pogovarjali, da ni samo naloga kadrovskih služb v podjetjih, da razvijajo talente, ampak tudi vseh izobraževalnih ustanov. Torej, prehajamo od tega, da poučujemo znanje, da razvijamo sposobnosti in pa osebnosti naših študentov. Tudi o raziskavah smo danes že veliko slišali. Sami veste, da so študentje, ki so v času študija se ukvarjali s projektnim delom, s praktičnim delom, se srečevali s prakso in pridobivali interdisciplinarne izkušnje, veliko bolj uspešni pri iskanju zaposlitve in tudi potem v delovnem okolju, in to dokazuje cela vrsta tudi raziskav. Danes bomo pogledali, kako razvijati talente v višješolskem izobraževanju iz 3 zornih kotov. In sicer iz strani študenta, mentorja, predavatelja in tudi delodajalca. In zagotovo bomo slišali marsikaj zanimivega. Najprej bi želela seveda predstaviti naše cenjene goste in sogovornike. Hvala lepa za pripravljenost, za vaše sodelovanje in predstavitev svojih izkušenj in znanj. Kdo je danes z nami? Z nami je najprej Ika Ajdovec, ki je izredna študentka lesarstva na Višji strokovni šoli v Škofji Loki. Zaključila je že študij turizma na Bledu, zaključila je podjetniški program Poni Gorenjska in je razvila svojo poslovno idejo, ustanovila svojo blagovno znamko Tišlerka in ustvarja unikatne lesene izdelke in vodi različne ustvarjalne delavnice. Tako da si zasluži aplavz. Domen Filipič je že ravno tako študent Višje strokovne šole v Škofji Loki, ambiciozen mlad strojnik, ki se ponaša z vrhunskimi dosežki v poklicnih spretnostih. Na različnih evropskih tekmovanjih, da jih ne števam, ker jih je veliko, je osvojil veliko medalj, je tudi najuspešnejši slovenski tekmovalec in večkratni zmagovalec na tečaju iz konstruiranja v različnih programih ter prejemnik prve nagrade na razstavi zaključnih izdelkov v Škofji Loki. Čestitke. Z nami je Alen Pavšar, je uveljavljen slovenski filmski režiser, scenarist, učitelj, je ustanovitelj produkcijske hiše ter profesor na srednji šoli za strojništvo in mehatroniko in medije v Celju. V svojih filmih se posveča mladim in temam odraščanja in drugačnosti. Njegovi filmi so sprejeli tudi več zlatih rol. Čestitke. Z nami je magistra Iris Fink Grubačevič, ki je predavateljica na Višji strokovni šoli v Novem mestu. Ona se pa posveča razvoju potencialov posameznika ter ustvarjanju spodbudnega učnega okolja. Njeno strokovno delo zanimajo predvsem povezovanje teorije, prakse in osebna rast z ciljem celostnega razvoja študentov. V središču njenega zanimanja so predvsem sodobni pristopi vodenja in ravnanje z ljudmi v višješolskem prostoru. Čestitke.
In z nami je tudi Matič Rukl, inženir mehatronike, ki opravlja vlogo tehničnega direktorja v podjetju Zoom, kjer vodi razvoj, inovacije, proizvodne procese na področju igralne industrije. Svojo poklicno pot je začel kot študent v istem podjetju in s predanostjo ter strokovnim znanjem napredoval do vodstvene funkcije. Verjame, da mora biti izobraževanje bolj tesno povezano s prakso, saj prav konkretno delo na projektih mladim omogoča, da razvijajo svoj potencial. Diplomirali pa ste na višji šoli v Celju? Ne, v Kranju. V Kranju, ok. Čestitke. Torej. Ta okrogla miza bo potekala tako, da bomo postavljali vprašanje našim cenjenim gostom v dveh krogih in se seveda bomo prisluhnili njihovim izkušnjam in tudi znanju, to, kar so pridobili v času svojega poklicnega dela. Tako. Pričeli bomo z gospod Niko Ajdovec, našo Niko. Kako vas je pri podjetniški poti podpiralo okolje, šola? In kaj bi lahko po vašem mnenju lahko še više šole naredile, da bi bil ta podjetniški in ustvarjalni talent, da bi dobil več prostora? Vsak ima največ 5 minut, drugače sicer bomo predolgi, ker nas čaka kosilo, ne? In tako, da izvolite, Nika. Lep pozdrav sem. Meni je bilo zelo fino na moji višji šoli, da imamo tudi predmet podjetništva, no, kjer direktno naslavlja to tematiko. Se mi zdi, da ta tematika podjetništva na srečo zdaj je malo bolj prisotna, tudi že v osnovnih šolah, srednjih šolah pa sploh. Na višjih šolah se pa to lahko potem sam še potencira naprej. In tam smo mi skozi lep proces zelo lepo vsak oblikovali svoje podjetje, lahko tudi v skupinah, kakor smo želeli, in v bistvu jaz iz tega dejansko sem razvila svojo podjetniško idejo, ki sem jo potem še nadgrajevala naprej. In zdaj jo tudi bom razvila še naprej v diplomsko delo, tako da si v bistvu olajšam ta proces. Jaz moram narediti raziskavo, zakaj ne bi v sklopu diplomskega dela, no. Tako da prijetno skoristim. Vi ste pravzaprav povezali turizem in lesarstvo. Kako ste prišli? Kaj vas je pravzaprav vodilo na tej poti? Se mi zdi, da v življenju kdaj se malo iščemo, v bistvu smo že najdeni, ampak nas ful stvari zanima. In mene so na začetku zanimale pri 20 ene stvari, potem ko sem pa že delala, sem pa ugotovila, da me zanimajo še ene stvari malo bolj, pa sem začela še izredno študirati. Tako da sem pol preko tega povezala vso to svoje znanje, ki se je potem že kar kopičilo, in čist nekaj novega. No? In v bistvu mi je pa to, kar zdaj delam, da lahko delam stvari v delavnici, da lahko stvari zelo dobro administrativno vodim, kar sem že prej znala, da lahko delam tudi v bistvu s tujci, kar mi je študij turizma pripomogel, spletla zdaj v neko celoto in v bistvu to zdaj razvijam. Ne? To zdaj ni nekaj že narejenega, ampak se bo razvijalo z leti. In kdaj pa bi, če bi recimo tako vas vprašala, ocenili, kdaj ste vi pravzaprav prepoznali in začutili v sebi, da lahko na tem poti podjetništva naredite nekaj unikatnega? Dobro vprašanje, težko odgovoriti. Se mi zdi, da kdaj so neka delovna mesta zelo zacementirana. No? Jaz sem pa čutila v bistvu, da lahko ustvarjam nekaj druga, če ne, da lahko razkiram, no, tako bom rekla. Sem rekla, da si pustim zdaj kakšno leto, 2, 3, takrat podjetje nekam preleze, potem pa ugotovim, če me to sploh ne gre ali pa me ne veseli, bom pa vstopila spet v svet, da sem zaposlena. Zdaj pa sem si pustila malo eksperimentirati, no, čist neka želja po lastnem kreativi in tako dalje. Super. Hvala lepa. In gremo k kolegu Domnu, ki vam zdaj povedal, kaj pa je njega, pravzaprav, kaj vas je spodbudilo, da ste se vključili v vsa ta tekmovanja in dosegali, in kdo je bil vaša največja podpora v tej fazi, ko ste se odločili, da boste se vključili v tekmovanje, da boste pokazali svoje znanje in ga primerjali s svojimi sovrstniki? Ja, hvala za besedo. Prvo kot prvo, ne vem, nisem vedel, zakaj se ne bi vključil na razna tekmovanja. Vedel sem, da sem kompetenten na tem področju, sicer v mojem primeru v panogi CNC reskanje. S tem imam recimo že dobro 10 izkušenj, začel sem zelo kot mlad. Tako da, ko sem videl, da obstaja tako tekmovanje, sem si rekel, se bom vključil, videl sem pravila, program tekmovanja, kako vse skupaj poteka. Mi je zelo ustrezalo,
ustrezalo mojim izkušnjam. Celo programski jezik je bil isti, kot ga uporabljam vsak dan pri delu. Tako da sem se s tem razlogom prijavil na tekmovanje Slovenia Skills, kjer sem potem osvojil naslov državnega prvaka. Potem je bila pa skoraj avtomatska odločitev, da grem še naprej na evropski nivo. Tam sem šele videl, koliko je zadeva resna, koliko zainteresiranih ljudi, koliko resnih ljudi se loti takšnega tekmovanja, koliko resno, koliko priprav gre samo za tako tekmovanje, da se doseže dober uspeh. Lahko celo rečem, da sosednje države v to dajo veliko več denarja, časa. Kdo vas je pa pravzaprav bil tisti na šoli, ki vas je spodbujal? Kakšno vlogo je imela šola, ali mentor ali predavatelji pri tem, da ste se odločili za to pot? Pri tem me je najbolj podpiral moj mentor, in sicer profesor iz šolskega centra Škofja Loka, Blaž Žakelj, ki sva skupaj prebrodila marsikaj, veliko težav, velikokrat sva pozno v noč bedela, zato da sva ugotovila neko rešitev, da sva lahko naslednji dan se pripravljala naprej, da sva lahko imela dobre priprave. Potem šola, šolski center Škofja Loka, ki je podpirala, seveda mentorja mu dala možnost, da trenira z mano, da lahko z mano tekmuje, da mi lahko svetuje. Nato sodnik Mitja Murko iz podjetja Murko d.o.o. iz Ptuja, kateri je rihtal vse pravila, me je seznanjal s tem, časovnike tekmovanja, omogočil veliko priprav in seveda ekipa CPI, katera je organizirala vse prevoze, zaradi katerega smo lahko normalno in varno tekmovali. Kaj pa je za vas osebno v bistvu to pomenilo? Ste rasli strokovno, osebno, ko ste na tekmovanjih dosegali te lepe rezultate? Ja, to je zame pomenilo velik dosežek, velik uspeh, veliko rast. Ta tekmovalnost me je spodbudila, da se naučim veliko. V letu priprav sem izračunal, da sem imel 1700 ur priprav, ki jih drugače ne bi imel, če ne bi se udeležil tazga tekmovanja. Tako da zame je to velika osebna rast. Ja, in hvala za to izkušnjo, ker smo slišali tudi že prej v predavanju, kako pomembno je delo, ne? Ni samo nadarjenost in znanje, ampak delo in koliko je bilo treba vložiti, super. Kdaj pa pravzaprav je to bilo na višji šoli? Ste odkrili, a že v srednji šoli ta svoj talent za to področje? Ja, mislim, da že v srednji šoli, ko sem tekmoval na drugih tekmovanjih, na tečajih, že tam so me profesorji dobro poznali, in zato sem bil tudi sploh izbran na šolskem centru, da se lahko udeležim tega tekmovanja. Super. Še enkrat čestitke, hvala lepa. In zdajle, magister Iris Fink Grubačevič, kaj pa za vas pomeni kot predavateljico in dolgoletno predavateljico na višji strokovni šoli ta prepoznati talent v praksi na višji šoli? Kaj opazite pri študentu, kaj vas pritegne? Ja, hvala za besedo. Zdaj, prepoznavanje nekih, bom rekla, talentov ali pa nadarjenosti se pokaže predvsem z nekimi vedenjskimi vzorci. In sicer so ti študenti bolj radovedni, bolj odgovorno pristopajo k nalogam, k študiju, imajo sposobnost neke refleksije, nekega drugačnega pristopa k reševanju problemov. In tako dejansko se pokaže tudi, da so bolj pripravljeni delati, ja, da imajo bolj nekako dorečene cilje ali pa imajo neko vizijo, da ni vse tako v oblakih, pa da niti ne vejo, kaj bi še s tem svojim časom, pa sami sabo. Skratka, so že nekako bolj dodelani na tej stopni izobraževanja. Tako da ja, preko tega, da opazuješ in ko delaš z njimi, vidiš, kako se obnašajo in kakšen je njihov pristop. Hvala. Kje pa vidite recimo vi največje ovire in kakšno podporo bi tudi mentori potrebovali pri spodbujanju talentov, da bi lahko delali učinkovito,
Ja, okay, ovire so povsodne. Izzivov je veliko, želja potem, če se pač odločiš za učiteljski poklic, ti je zelo pomembno, da daš tudi del sebe, da daš veliko sebe v to, da predajaš znanje in ga predajaš na način, da potem tudi študenti nekaj dobijo od tebe in da jih prepoznaš in pomagaš naprej in jih usmerjaš. Zdaj ovire za bolj konkretno delo s temi talenti so verjetno malo bolj sistemske narave, ja, ker predavatelj ima toliko in toliko ur obveznosti v predavalnici in sicer potem so še druge dodatne naloge, ki jih pač je potrebno opravljati tudi v okviru zaposlitve. In potem so tukaj še, bom rekla, takšni in drugačni študenti s takimi drugačnimi potrebami in enostavno, če to ne bo dolgoročno nekako bolj sistematsko se pristopilo ali pa sistemiziralo še kakšno mesto ali pa bolj nagradilo morda to mentorstvo, potem to ostaja bolj v rokah tistih, ki so bolj entuzijasti. Hvala lepa, to smo slišali tudi eden izmed teh sistemskih ukrepov, ki bi bili potrebni v zvezi z povezavi z mentorjem in njihovo vlogo v tem. Ampak recimo, vi na šoli, nekaj ste že o tem povedali, sistematično opazujete ali pa iščete potenciale za tisti, ki bi zmogli nekaj več? Ali je to pač zgolj naključje? Zdaj, težko bi rekla in sodila za vse više šole, ampak tako čisto po občutku bi rekla, da to še vedno ni zelo sistematično, ta identifikacija. Morda dobiš, oziroma dobimo nekaj srednje šole, ne, kjer so jih tudi že prepoznali kot nadarjene, čeprav večina jih gre malo preskoči višjo šolo, tistih izjemno nadarjenih. Ampak so pa talenti, ki se potem razvijajo tudi z delom in jih vidiš v konkretnih situacijah, ko je treba nekaj narediti, ko je treba nekaj reševati, ko se, ne vem, pokažejo v praktičnih primerih, ne, v praksi, da so pač talentirani in kar zacvetijo, tako kot smo slišali, na določenih področjih. Ta identifikacija je res odvisna od vsakega posameznika, koliko ima afinitete do tega, koliko ima tega znanja, tudi mentor, ne, ali predavatelj, in potem pa seveda, kaj pa naprej, ne, ti identificiraš, ja, vidiš ga, da je malo drugačen, poskušaš se malo z njim ukvarjati, ampak enostavno nekega sistema močnega ni. Hvala lepa. Imamo še predavatelja na višji šoli, sicer režiserja in poznavalca mladih, ne? Je tako? Se bom popravil, na srednji šoli. Na srednji šoli, tako, ja. Kako pa vi recimo prepoznavate tisto iskrico, no, pri mladih, ki nakazuje ta talent, če preden morda vidijo tudi sami? Ja, hvala za besedo. Jaz bi se kar tukaj strinjal pa navezal na gospo Iris. Jaz osebno, jaz sem študent višje šole, se pravi Akademije za multimedije, začel sem leta 2006 in sem vesel in s ponosom lahko povem, da takrat je bil to izredni študij, na začetku ni bilo še rednega in sem vesel, da sem ves čas lahko tudi delal zraven. Jaz sem ves čas bil vpet v projekte, takoj ustanovil svoje podjetje, produkcijsko, se ukvarjal v bistvu z medijsko produkcijo in hkrati tudi študiral. In to mi je prineslo v bistvu in neko znanje med šolanjem in pa hkrati tudi praktično znanje oziroma poznanstva in tako dalje. In pač, ker sem to izkusil, sem mnenja, da tudi zdaj, ko učim na srednji šoli dijake v programu medijski tehnik, jim vedno rečem enako, se pravi, že v srednji šoli morate tisti, ki vas to veseli, takoj poprijeti in se vključiti v projekte. In jaz osebno pri svojih predmetih učim večinoma praktični pouk in vedno na začetku šolskega leta, to govorim za vse letnike, ki jih učim, in ponudim možnost sodelovanja v projektih, konkretnih projektih. Tukaj imam srečo, da vodstvo to podpira in da se res lahko s projekti povežemo z gospodarstvom in seveda, ko začnejo, seveda se ne vključijo vsi, imamo pač na srednji šoli mogoče to slabost, da jih je res veliko v enem letniku in ne moreš vseh takoj prepoznati. Je pa res, da ko jim ponudiš projekte in da se sami mečkeno vključijo
Jaz poskušam te projekte čim bolj v pouku vlesti, ampak ne gre vedno, so tudi sobote, so tudi nedelje, so tudi poletne počitnice in ko vidiš najprej zainteresiranost, kdo sploh je pripravljen vložiti čas, tudi med vikendom, tudi med poletnimi počitnicami, tam vidiš, tudi osebnostno vidiš, da tudi to je zelo pomembno, ne samo tisti talent, pa mogoče talentiran za kamero, za računalnik, ampak da je tudi osebnostno ta pravi, ne. In v bistvu oni se vključijo v te projekte in jaz jih vedno tretiram bolj kot sodelavce, ne kot neke učence, neke dijake in moraš jih drugače videti kot mentor, drugače z njimi sodelovati. Hvala, zdaj pa samo še eno vaše mnenje, vas prosim, ko ste odlični v vlogi mentorja pri pridobivanju dijakov za sodelovanje v projektih, kaj je zdaj ključna vloga mentorja? Je to spodbuda, vodenje, kritika in kako delati recimo z mladimi, ki bojo manj priložnosti, o tem ste tudi že malo govorili, da pač ne morete vsi vključiti, kako razmišljate? Mogoče bi začel z manj priložnostmi, ker pa mogoče zdaj manj priložnosti so tudi različni dijaki. Mi imamo recimo na naši šoli več kot 60 dijakov, ki imajo odločbe, torej so posebni, so z nekimi primanjkljaji. To smo tudi v bistvu, to sem si tudi želel nekako pokazati, povedati v filmu Šepet Metulja, kjer gre za avtista. In dostikrat niso samo manj priložnosti, ker se pač nekomu ne da, ker nima dovolj priložnosti v smislu, da se pač ne loti, ampak tukaj v bistvu ti dijaki so tudi zelo nadarjeni na drugih področjih in to bi želel povedati, izpostaviti. In to je treba seveda prepoznati, tukaj je mogoče potreba malo sistematizacije. Tisti prvi del vprašanja je pa Je to najbolj pomembno pri vlogi mentora? Tako se pravičujem, ampak najbolj pomembno je pa to, da tisto, kar sem prej povedal, se pravi, da delaš malo bolj individualno s tistim dijakom, ki ga prepoznaš kot talentiranega in seveda, če jih jaz imam 30 v razredu, se takoj naredi neka selekcija in s tistimi nekako pač investiraš v bistvu energijo in čas, mogoče malo bolj v tiste. Je pa res, da jaz si želim razširiti to med vse. Imam pa to nesreče, da nimamo, bom rekel, teh pripravnih izpitov ali pa prepoznavanja, da bi jih prepoznal vse. Niso vsi v bistvu prišli na srednjo šolo v program medijskih tehnik, zato ker bi si želeli biti medijski tehniki, ampak so prišli z 4 pa s 5. In odličen uspeh ne pomeni, se pravi v osnovni šoli, ne pomeni, da bojo dobri. Ne? In tukaj se meni zdi, da je prav, da prepoznavaš tiste in da jih probaš čim boljše tudi ob pouku vključiti. Hvala lepa. No in zdaj še stališče delodajalca. Kako pomembno vlogo imajo po vašem mnenju mentorji v podjetju pri razvoju mladih sodelavcev? In kako vi vidite sodelovanje med šolami in podjetji, kaj deluje in kaj bi bilo lahko še boljše? Najprej lep pozdrav vsem. Tukaj kolega pred mano je v bistvu povedal enaki izzivi, s katerimi se sooča šolstvo in učitelji. Mentori se soočamo, mentori v podjetji. Torej, je nek nabor ljudi, nekatere zanima, nekatere ne. Eni so individualno želijo rast in tukaj, ki je pa tudi velika ovira pri nas, je čas, tako je tudi pri učiteljih. In najbolj pozitivno se tudi pri nas pokazalo, da učenje skozi projekte in da talente se išče skozi projekte. Torej, projekt ima nekih 10, 15, 20 različnih stopenj znanj zahteva in posamezniki se potem na teh stopnjah pokažejo. Mi kot mentori moramo pa tudi videti, da jih potem usmerimo na pravilno delovno mesto, na pravilne projekte, da njim pomagamo izkoristiti to njihovo znanje pa zanimanje, kar jih veseli, podjetje pa od tega tudi pač nekem. Pravi projekti so tisti vključevanje, kjer se lahko odkrije marsikateri študent, ki želi kaj več, je tudi sposoben kaj več. In tukaj bi jaz tudi rad to poudaril, da dobre ocene ne pomenijo, da bo nekdo na svetu, kjer je tehnološkem, kjer je treba nekaj dostaviti, nek produkt narediti, uspešen. Lahko nekdo ima zelo dobro osnovo, pa če tukaj ni tega razmišljanja, kako to povezati v nek cilj,
to ponavadi ne pomaga, je kdaj še celo ovira. A ne? So neka teoretična znanja zadnji, to bi pa tako moglo biti. Praksa to pol malo drugače pokaže te stvari. Lepa, tudi o tem smo slišali v uvodnem predavanju, o tem, kako mlade pripraviti, zelo meri to razmišljanje, ali so sposobni drugačnosti in sodelovanje in tako dalje, pa o tem bomo tudi še kasneje kakšno rekli. In zdaj se vračamo spet k knjigi. Se mislim, da še tam en mikrofonček na vaši mizi. Nika, kako vam je program Poni pomagal pri razvoju vašega talenta in potem tudi ta mednarodne izkušnje, ki ste jo imeli, kako je to vplivalo na to, da se v bistvu talenti razvijajo v praksi? Program Poni, če se to ne pozna, je okrajšava podjetno nad izziv. To je en zelo dober nacionalen projekt, kjer te za 4 mesece zaposlijo, prijaviti moraš pa na javni razpis. Se pravi, moraš predložiti svoj poslovni načrt in potem je v vsaki regiji ena izpostava, ki te lahko izbere za udeleženca. Jaz sem sodelovala v Kranju, lani marca, mislim, da smo začeli. In smo se v bistvu v roku teh 4 mesecev zelo sistematično marsičesa o podjetništvu, tudi veliko o birokratskih stvarih naučili. Tako da je bilo tam fino, da smo imeli zelo veliko predavanj, zelo veliko je bilo pa tudi v bistvu individualnega dela, ker si mogel sam ugotoviti, zdaj sem pa jaz ta človek, ki vodi stvari naprej. Brez da jaz naredim stvari, smo obstali. Tako da sam to zavedanje je bilo zelo pomembno, predvsem pa tudi to, jaz sem bila končno v krogu, kjer tudi ti ljudje okrog mene imajo podjetniške ideje. Mogoče v domačem okolju imamo prijatelje, ki so vsi zaposleni, pa niste čisto nič narobe, ampak potem te noben ne razume. Pa tudi doma so neki strahovi, pa jo boš kostila svojo redno zaposlitev. Tam je bilo pa to zelo simpel potem. Mi zdaj v bistvu tudi mnogo lažje, ker se obrnem in na te mentore, ki sem jih tam imela, in na takratne sodelavce, in kakšne stvari razrešimo zelo hitro. Super. Kako pomembno je to v bistvu, da se vključiš v eno okolje, kjer je ravno tako, je takšno razmišljanje, kot da imaš sam. Kaj pa si vi predstavljate, recimo eno idealno okolje, zdaj o Poniju smo že nekaj slišali, pa tudi te mednarodne izkušnje, boče še besedo, v katerem bi res talente lahko razvijali? Se mi zdi, da nekdo, ki te najde, ki ti zna prisluhniti, pa predvsem, ki ti zna v pravem času dati tisto informacijo, ki jo ti rabiš. Se mi zdi, odrasli stop v zavodih, imajo mnogo več izkušenj kot mi študenti. Čeprav jaz sem že nekako odrasel študent, pa se samo malo drugače tretiram, zato ker marsikatero stvar sem zdaj že našla sama. Je pa res, če ima nekdo izkušnje, sploh veliko profesorjev, in da smo imeli mi, ki so bili v bistvu izredni profesori, so imeli svoje podjetja ali pa delali in so pa imeli mnogo znanj. Tako da, ko je bila kakšna dilema, si se lahko obrnil na njih in je to zelo lažje stvari. Da se za mednarodno bom samo povedala, hitro. Ja, se mi zdi pa, da ko si študent ali pa tudi kasneje, pač Evropa je zelo odprta. Jaz sem sodelovala v sklopu študija kar na 3 Erasmusih izmenjavah, se pravi študijskih praksah. Vse skupaj, torej sem bila v tujini nekje pol leta, malo več. Vsak delodajalec je bil nekaj posebnega, vsaka izkušnja mi je dala videti, kako se tam okolje obnaša. Je pa smešno bilo, da sem bila 3-krat v Nemčiji, pa ne znam nekaj nemško dobro. Ampak tudi to se da potem. Te prepreke, pa skupaj smo tudi tam angleščino učili, pa spoznavala sem to malo drugo multikulturno okolje, ki tukaj je, pa ni, pač drugačne vrednote so tam so te, nemške so meni zelo blizu in sem se tam res zelo najdla, ampak sem pa rekla, da Slovenija je pa tam, kjer pa je želim razvijati podjetje. Tako da sem prinesla par stvari od tam sem, ima pa tam zdaj fine veze in kontakte, ki mi pomagajo naprej. Hvala lepa, ki ste te predstavitev svojih izkušenj, domen. Kaj bi pa lahko po vašem mnenju šole više naredili, da bi več študentov sodelovalo na takšnih tekmovanjih? Ja, to bi težko rekel, ne bi poznal točnega odgovora. Je res, da več takih tekmovanj mora biti veliko, mora biti veliko oglaševanj, dobre mora biti predstavljen, ker ponovadi tekmovanja so bile tako, prišel na šolo in na to se je malo poslal naprej. Ni bil nekakve dejanske predstavitve, noben ni točno vedel, zakaj se gre.
Na to pa, kdo se je prijavil, kdor je bil res zainteresiran, se je prijavil, da je sam malo poizvedel in na to se je prijavil. Poleg tega pa mogoče kdaj dobrodošle kakšne nagrade, ki bi v bistvu spodbudilo to dodatno tekmovalnost, da bi lahko bolj resno tekmovali med sabo. In na koncu bi se vsi več naučili, boljša konkurenca bi bila. Na koncu bi od tega odnesli, cela država bi od tega odnesla, da ima več izobraženih strokovnjakov. Super, no te smo slišali tudi, da eden izmed ciljev, sem si prav zapomnila, tudi večanje prepoznavnosti višjih strokovnih šol in zagotovo je večje število tekmovalcev in doseganje uspehov zagotovo k temu izjemno vpliva. Ne? Tako, ampak doma še eno vprašanje imam za vas. Kako so se pa vaši študentje, višji sošolci, so študenti v istem letniku, odzivali na vaše uspehe? So vas imeli za vzgled? Ali je bila kakšna zvist? Ja, tako bom rekel, vsi so bili veseli, nisem dobil praktično nobenega slabega komentarja, veliko čestitk, veliko pohval, je ogromno vprašanj, kako je bilo, kako. Vsak si je potem želel nekaj podobnega izkušnjo. To se mi zdi, da tak uspeh nekega sočloveka dodatno spodbudi neko željo po tekmovalnosti, po napredku, po razvoju pri samem sebi. Super. Se pravi, ste vi tudi bili tisti motivator, ko ste vplivali na to, da počeli malo drugače razmišljati, bi se tudi mogoče oni prijavili na kakšno tekmovanje, je tako? Tako je. In tudi upam, da se bo čim več mojih sovrstnikov oziroma mlajših opravilo na čim več takih tekmovanj. Super. Magister Iris, katere pristope in metode se vam pa zdijo recimo ključne? Prej ste že nekaj povedali o tem, kako delate, da mogoče ni na vseh področjih zelo sistemskega pristopa, vendarle, katere pristope in metode bi se vam zdele najučinkovitejše pri spodbujanju talentov na višjih šolah? Definitivno najprej je treba biti malo pozoren, pa malo spremljati, kaj se v razredu dogaja, ne? Se pravi, malo opazovati, pa spremljati svoje študente in potem z njimi tudi malo bolj individualno lahko delati, se pravi, jih potegneš ven iz množice, se z njimi dodatno pogovarjaš, pogovoriš, jih usmerjaš na strokovnih aktivih. Strokovni aktivi recimo imajo lahko tle tudi zelo pomembno vlogo, da se tudi, bom rekla, da iz večjih področij, pa to je interdisciplinarnost, se predavatelji med seboj povežejo, na koga izpostaviš, so pozorni še pri njemu, ne? Ker če se pravi, marsikdo niti ne vidi oziroma se s tem ne ukvarja. Ne? In pa morajo imeti študenti srečo, da pridejo k nekomu, ki jih prepozna, ja, ker potem z njimi začne malo več delati. Ne? Tako da, ja, potem pa naprej ta informiranost, usmerjanje, karierni centri, tle bi jih mogoče izpostavila, so tudi eno zelo pomembno telo v višjem šolstvu, ki bi lahko imelo dosti pomembno ali pa še bolj pomembno vlogo tudi pri ravnanju s talenti, od odkrivanja do, bom rekla, do potem podpore sem predavateljem, kako naj z njimi delajo, kako naj jih usmerjajo. Sicer pa to sodelovanje s podjetji je ključnega pomena. No, to se mi zdaj vprašati. Ja, definitivno. To je ena od stvari, ki pa v višjih šolah živi. Ne? To pa je, bom rekla, stvar, na katero smo vsi pozorni, ker ta praktična naravnanost je v bistvu naš paradni konj. Ta povezava s teorijo in pa veliko prakse in tiste študente, ki jih prepoznamo kot malo talentirane za določena področja, recimo v strojništvu, stopimo v kontakt s podjetji in potem tudi, bom rekla, tudi za mentorji v podjetjih, ko so na praksi,
in jih pač malo pozorimo, jih usmerimo, naj dajo v kakšne razvojne time, dajo še neke dodatne naloge, ali pa tudi sami sodelujemo s podjetji, s kakšnimi projekti, kjer jih pač vključujemo. Se vam zdi matrika, ki jo prej predstavlja predavateljica, primerna tudi za razvoj in spremljanje in iskanje talentov, tudi primerna za višje strokovne šole? Bilo govora o visokošolskem izobraževanju, ne? Se vam zdi, Edis? Ja, definitivno. Zdaj imamo. Imamo edino, ko vidimo, tako super. Alen, gospod Alen, kaj so po vaših izkušnjah glavne ovire pri ustvarjalnem razvoju mladih? Ja, jaz bom spet mogoče malo govoril s tem pridihom srednje šole, ampak jaz sem bil lani na islandski šoli, eni izmed islandskih šol, in me je zelo fasciniralo ravno to, kako so oni odprli pouk ali pa delo, kako so res ta mentorski pristop zelo razvili. In jaz bi si želel, da ta ustvarjalnost se začne seveda pri mentorju oziroma spodbujanju ustvarjalnosti na ta način, da se mentorju, ali pa bom rekel tako, da je management talentov, bom tako poimenoval, da se mentorju pusti proste roke čim bolj. Jaz se spomnim, da je ravnateljica tiste šole, ker je pač bila zelo navdušena nad enim profesorjem, ki je tam učil, in se kot je ta profesor na Švedsko preselil, ga je v bistvu najprej je on prenehal ta zaposlitev, se je odselil na Švedsko, ravnateljica je imela enega drugega zaposlenega kot je tam in ni bila z njim zadovoljna. In v bistvu je pripeljala nazaj tega gospoda profesora iz Švedske, ampak na način, da je učil nadaljavo, ampak je bil res dober mentor in tudi to se da, tudi nadaljavo se da mentorirati. Jaz nisem mogel verjeti, v bistvu, da ni tega osebnega stika, pa vseeno so bili tam študenti v bistvu zadovoljni. Res je, da jih je bilo samo 5 v razredu, ampak praktično so delali, on pa jih je nadzoroval. In jaz mislim, da ovire, ki jih mi še vedno imamo v tem našem sistemu, so nefleksibilni urniki. Še vedno zahtevamo 80% prisotnost na predavanjih pri pouku in tu bi se moralo malo bolj odpreti šolo, odpreti vrata in pustiti, se pravi, to ustvarjalnost v prostore. Kaj pa tudi poznate ta podjetniški del, ker sami se ukvarjate s tem področjem, kje bi lahko vidite vi to povezovanje podjetij in šol pri prepoznavanju talentov v višjem ali pa srednješolskem izobraževanju? Ja, definitivno to je nujna stvar, se pravi, morajo se povezati, morajo v bistvu študenti sodelovati v podjetju. Jaz vem, da konkretno IAM to počne, se povezuje s ProPlusom, s PopTV, delajo projekte, študenti se vključujejo v te projekte. Sam imam to izkušnjo, da kot v bistvu podjetnik imam velikokrat na praksi študente iz IAM-a in so super, in v bistvu pohvalijo celoten sistem, edino kar pa to, kar sem prej že rekel, edino kar pa mogoče kdaj malo pokritizirajo, da mogoče ni te fleksibilnosti pri tem, da ti študenti recimo že so zelo aktivni in delajo. Večina so to moji bivši dijaki, ki so v bistvu že na srednji šoli delali, potem so nadaljevali v podjetju, so že skoraj zaposleni in hkrati še študirajo v rednem izobraževalnem sistemu. In ogromno dela. Ti dijaki so v bistvu študenti, so preobremenjeni, ker ogromno delajo, medijska produkcija, snemanje, vemo, da včasih tudi čez noč ostajajo na projektih, snemajo filme, so na televizijah. In tukaj bi jaz apeliral na višje šole v takem primeru, da jim puščajo, v bistvu, da jim olajšajo študij na ta način, se pravi, da jim pustijo, da delajo, da jim mogoče kak predmet priznajo, če je treba. Predvsem pa bi poudaril tudi neformalno znanje, ki ga prinesajo iz srednje šole v višje šole, je zelo pomembno. Se pravi, da ga zabeležijo, da ga imajo na nekem CV-ju, da pokažejo, kaj znanje. Hvala lepa. Gospod Matic, ali pri zaposlovanju ste zelo pozorni tudi na to, ali je kandidat prikazal neko nadpovprečno aktivnost v času študija? To je eno izmed glavnih vprašanj, torej, kaj so vaši hobiji? Ponavadi se vse začne... Samo hobiji ali tudi v okviru projekta in to v okviru študija? Vse je vključeno, torej
pa rednih nekih zaposlitvah, ki je, so te hobiji tisto in pa študentov so recimo ta tekmovanja. In to je tisto, kar vidiš potem pri človeku, da želi nekaj več, da ga nekaj zanima. In je veliko boljše, da pride nekdo z znanjem oziroma z manj znanja v podjetje, pa z navdušenjem za neko področje, ker podjetja, kot ZUG, ki smo razvojno orientirani, imamo ogromno znanja. In mi lahko nudimo to znanje, samo če pride nekdo z zanimanjem. Če pa pride nekdo, ki že vse zna, pa zanimanja ni, pa tega prostora za napredek potem ni. In zato so te dejavnosti izven programa zelo pripevne in veliko problem. Ja, in še eno vprašanje imamo za vas. Kaj so po vašem mnenju, če sploh so, glavne ovire pri razvoju talentov v podjetju, se pravi, ko vi nekoga zaposlite, ima izobrazbo na delovno mesto, kaj se zdaj dogaja, ali so ovire pri tem, da bi ta nagrajeval to svoje področje, ali uspete vse narediti, kar želite? Bom rekel, največja ovira je čas mentorja. Nekdo, da je mentor, mora imeti veliko znanja, dober pregled, ne samo tehnično znanje, ampak tudi prepoznavanje, da je dober v delu z ljudmi. Tako da čas je tisti kritičen, ker ti ljudje imajo ponovati največ dela in mentorstvo je pač nek sekundaren del. Torej, podjetje vsi delamo, da nekaj naredimo, mentorstvo pride zraven in vsem se zavedamo, če pa ne bomo mentorirali, bomo pa težko kaj več naredili. Tako da čas je tisti, ki je najbolj kritičen, tukaj nam pa lahko ljudje, ki pridejo, pomaga. Torej, če je to zanimanje, je veliko lažje nekoga učiti, kot nekoga res zanimajo. In to je najbolj ključno, da se prepozna v ljudeh, na katerih področjih so močni in v bistvu, da mi ta podatek že na začetku imamo in pol je cela potlažja, kot da pride študent, ki ga nič konkretno ne zanima in mi tu iščemo pa demo. Za te stvari pa ni dovolj časa. Hvala. Zdaj, zelo zanimiva razprava. Videli smo v bistvu, kako blizu so si stališča, mnenja in izkušnje različnih deležnikov, tako študentov, delodajalcev kot predavateljev. Kako je zelo pomembno to zanimanje, vedoželjnost, želja po učenju, ne samo pridnost, ker to potem tudi ugotavljamo v podjetjih, da pač pridnost je seveda fina in je super, ampak ni dovolj, rabimo še kaj več. In kako zelo, to mi je zelo všeč, kako ste v bistvu vsak povedal svojega stališča in zelo, zelo dobre izkušnje so v tem višjem strokovnem izobraževanju na tem področju tudi v Sloveniji. Ima eno vprašanje za vas, za vse enako, in sicer. Začeli bomo pa pri vas. Torej, če bi lahko spremenili eno stvar na višjem strokovnem izobraževanju, da bi bolje prepoznavali in razvijali talente, kaj bi to bilo? Vsak odgovarja na isto vprašanje. Jedna kratka stavek, prosim. Jaz bi rekel več projektov znotraj same šole, da se potem, da mentori in učitelji lažje prepoznajo posameznike, kje so bili močni in da lahko se tam pol razvijajo naprej na tekmovanjih, ki so pač bolj usmerjeni v zadnjo. Težko je kaj dodati tu, definitivno še več projektov povezovanja s podjetji, konkretni stiki, tudi z zunanjimi, bom rekel, mentori v podjetjih, tudi to je pomembno, ne samo mentor na šoli, pa morda, kar se mi zdi tudi zelo pomembno, jaz zelo rad povabim bivše študente nazaj. Se pravi, da pridejo tisti uspešni bivši študenti, ki so zdaj zaposleni v podjetju, pridejo in motivirajo konkretno aktivne dijake oziroma študente. Hvala. Edis? Ja, se strinjam z obema predhodnikoma, pa bi mogoče sem še malo bolj usmerila v sfero šolstva z vidika predavatelja. Seveda talente imamo, rabimo pa samo nek sistem, pa neko sistemsko ureditev pa čas. Ja. Hvala. Ja, tudi jaz bi zelo težko še kaj dodal. Mogoče bi samo še poudaril ta pomembnost praktičnega pouka, praktičnega izobraževanja, tako v podjetju kot v šoli, da bi pač res tam te
navadili čim več, da bi videl čim več različnih v našem primeru strojev, postopkov, obdelovalnih, ker če sediš v učilnici, gledaš na projektor, pač nekateri vmes spijo, nekateri so vmes na telefonu. Če si pa tam v delavnici, je pa stvar realna, zanimiva in tam se pokaže bolj nek določen interes nekih dijakov. Hvala. Še Nika? Tudi jaz se zelo strinjam s Filipom. Se mi zdi, višje šole glavnina je neka praksa in še več v predmete vnesti te prakse, kljub temu, da je potrebno, da teorijo je zelo fino, ko nam kakšni profesori to zelo premešajo ali pa nas povabijo na terenske vaje k kakšnim uspešnim podjetjem. Tako da predvsem take stvari. Hvala. Nismo še zaključili, ampak slišali smo kar nekaj predlogov za konkretne ukrepe, ki je lahko vodilo za to skupno načrtovanje, prepoznavanje in delo s talenti. Zdaj pa radi vključili tudi vas, da ne bomo samo mi aktivni. In sicer to zdaj ni vam konkurenca, vaša matrika, vendarle sem pač poskušala izluščiti ene 4 ukrepe, zelo so bili danes, so se vsi že pojavljali v razpravi in tudi v predstavljanju naših govorcev, 4 prioritetne ukrepe, za katere menimo, da bi za katere bi lahko hitreje prepoznavali in pa razvijali talente v višješolskem izobraževanju. Torej, želim si, da sodelujete tudi vi. Prosim, da se 5-6 krat drugemu obrnete, da imate 3 minute časa in izluščite ukrep, za katerega mislite, da je po vašem mnenju v skupini se morate uslediti, ker tudi o tem smo slišali, da je sodelovanje in razumevanje, poslušanje pomembno. Torej, v skupini se uskladite, kateri od teh ukrepov bi bil najpomembnejši po vašem mnenju, da ga boste lahko višji strokovni šoli, skupnosti vključili v vaše načrte, na ministrstvu vas bodo podprli in tako, no vsekako želimo tudi vaše sodelovanje, 4 ukrepi v vsaki skupini in na koncu bo vsaka skupina, jaz bom potem na koncu naštela te ukrepe in vsaka skupina bo samo povedala, za kateri ukrep se je dogovorila, da je prioritetno za Majo, skupaj bova prešteli in kje Maja? Evo Maja, ampak tam zadaj boste videli, kaj je dobro in potem bomo videli, kateri ukrep je dobil v bistvu največ glasov. Tako, predlagam, da 5, 6, 4 se obrnete drug proti drugemu in se pogovarjate o tem, kateri ukrep bi bil po vašem mnenju najpomembnejši. Tako, čas se počasi izteka. In bomo takole vprašali, Maja, vi boste nam pomagali malo šteti? Ok. Zdaj pa za nekoga ste se verjetno dogovorili, ki bo dvignil roko, ne rabi cela skupina dvigovati roko. Katera skupina, moram vstati, da vidim. Torej, katera skupina se je odločila, da bi prvi ukrep bil najbolj pomemben pri prepoznavanju in razvijanju talentov v višjem strokovnem izobraževanju. Imamo kakšno skupino? Nobeno. V redu, ampak bi bilo fajn, veste, jaz povem. Mimo tega lahko se to uvede. Drugi ukrep je to osebno mentorstvo, spremljanje razvoja študenta, spodbujanje, motiviranje. Katera skupina se je za to odločila? Pa ne, da ste se vsi za trojko odločili. To je dvojka? Dvojka? Še kdo dvojka? Še ena dvojka, 2, Maj, vi pišete to, kar sem pomešala. 2 skupini, dvojka. Ja, projektno delo, prosim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudi naši sogovorniki, 9, če sem prav preštela. In ta razvoj dokazil, mikrodokazil in tako dalje, ne, to niso mikrodokazila, to so ta portfelji študenta ali pa vseh projektov, za koga menite, da bi bilo to tudi lahko zanimivo. Ena skupina? Ok. Torej imamo nekako takšno razmerje.
Projektno in delovno učenje največ, to se tudi že iz razprave naših sogovornikov videlo in tudi to je področje, ki se že tudi zelo izvaja in je tudi zelo uspešno in ima tudi uspešno prihodnje, potrebno ga pa je še malo bolj spodbujati in to opredeliti tudi, kaj so naši sogovorniki rekli in kar piše v literaturi in kar delajo raziskave. Na drugem mestu je mentorstvo, sistematično prepoznavanje talentov in razvoj in dokazil pa ni dobil, oziroma samo ena točka, ampak o tem lahko tudi kaže razmišlja. Zdaj, če smo o tem projektnem delu se nekako zedinili in dosegli večino, bi vseeno predlagala, da se morda, ne vem, vi dogovorite, glede na to, kar smo danes slišali, ker tudi sami še poznate, da se dogovorite v skupnosti, v upravnem odboru ali kjerkoli pač glede na vaše položaje, kako se zdaj tega lotiti in kako še izboljšati. Da ne ostanemo samo pri tem, da zdaj vsi vemo, da je to zelo pomembno. Da naredimo korak naprej, kdo lahko kaj naredi, v kakšnem času lahko naredi, tako kot se pač projekti vodijo, se to zelo dobro znate. Tako se bi mi zdelo, bi bila zelo, zelo zadovoljna, tudi vsi sogovorniki, če bi se to potem pač še nekaj naredilo po tej današnji razpravi. Jaz mislim, da imamo po vsem tem, kar smo slišali, eno tudi jasno smer, glede na to, kar ste se vi odločili, ker to je bila vaša izbira, vaš dogovor, vaše soglasje, da se da na tem področju še kaj nadgraditi in narediti in da to seveda nekako prevedemo v vaše aktivnosti za naslednje obdobje. In počasi se približujemo zaključku te naše današnje okrogle mize. Udeleženke in udeleženci, hvala lepa za vašo predstavitev, za predstavitev izkušenj in tudi za predloge. Jaz mislim, da smo ravno z tem, ko smo se skupaj pogovarjali, naredili to, kar pričakujemo tudi od študentov. Pogovarjali smo se, poslušali smo se, tudi različne poglede smo morali v skupini uslediti. Tudi to je potrebno velikokrat pri projektnem delu s študenti. V razpravi z našimi sogovorniki smo poslušali zelo različne perspektive, študente, delodajalce in tudi predavatelje in vse so se približno srečali, vse razprave pri približno isti ugotovitvi, kako pomembno je spodbujanje in pa tudi projektno delo predvsem. Zdaj, z eno mislijo bi zaključila to današnjo okroglo mizo in sicer, da študent oziroma talent se ne rodi v izolaciji, ampak raste tam, kjer mu damo prostor, izziv in možnost za delo in razvoj. In to je mi zdi ključnega pomena, da seveda smo vsi skupaj soodgovorni za to, da razvijamo talente v naši sredini. Opredelili smo neki ključni ukrep, ker verjamem, da se bo tudi kaj, da boste še na tem področju kaj naredili in hvala lepa še enkrat sogovornikom, hvala lepa vam za sodelovanje in uspešno nadaljevanje posveta. Hvala lepa.